Nikoli ne bom pozabil, kako sem kot mulc v svojem kraju hodil občudovati Porsche 944 v črni barvi. Toliko sem bil navdušen, da sem ga po mojem svojim kolesom hodil občudovati vsako uro, čeprav ta avto danes ni več nič posebnega, za današnje standarde govorim. In potem je do njega prišla voznica. Videla je moje navdušenje in me je vprašala, če me zapelje en krog. Meni je poslal toliko neroden, čisto rdeč sem imel faco, da sem sam odpeljal hiter stran, ampak sanje so pa ostale. No, takrat so bili ultimativni avti, ki so se jim lahko dvignile luči. Kar spomnite se recimo še modela Porsche 924 ali pa Ferrarija F40, Lamborghinija Diablo. To so bili vse avti, ki smo jih risali kot modelčke. Evo, jaz imam še enega iz svojega otroštva, Lamborghini Countach, temu se tudi dvignajo lučke, pa celo vrata. In zato sem se jaz zdaj odločil, da grem v akcijo. Zdaj, ko sem star. Brum, brum, brum. No, za vse tiste nimam dovolj na računu, niti približen, vsem pa želim nekaj, kar mi bo pospešilo trip, po možnosti rdečega, pa z dvižnimi lučmi. Pa sem pobrskal malo po netu, pri nas tega itak ni tako da nemške strani in sem našel enega. Čist hudo izgleda, 8900 €, tako da to me še malo boli, ampak bomo videli. Pokličem Klemna. Ej, en avto sem najdel. Toyota Celica. Ja. Letnik 87, pas to. Veš? Ful, ja. Ej, rdeče pa lučke se mu dvignajo, to je meni ultimativno. Itak, vem. Veš ko, iz Nemčije je, pa 8900 je cena. Pošljem ti zdaj, takoj, zmenen, ajde. Čau. Ja, nič, prav da bo zrihtal. Ok, hvala. Evo, ravno me klical Klemen iz avtodila, ker sem jih pooblastil, da mi uvozijo Celico, pa prav, da je prodajalec za, da je avto super in da spusti na 8300. Še zmeraj malo preveč. The best. Je bil vmes vikend in še nekaj toplih jesenskih dni, pa se je prodajalec Toni majčkeno namehčal in je spustil ceno na 8. Evo, to pa šlo. Sem rekel Klemno, nekaj začne z uvozom. A res? The best. Evo, me je ravno kar klical, da avto že nalagajo, pa mi je poslal še nekaj fotk. Toni je pa tudi posnel še en video, da bo jaz ziher. This is the original steering wheel, original springs. I have some original paint. Se je res potrudil. Sobota zjutraj je. Jaz sem pa čisto živčen, ker zdaj pride avto iz Nemčije, direkt. Evo, nisem ga ujel. Tamle že pride. Evo ga. Ko je nizek. Evo, zdaj ga bo razložil. Zdaj mora sam še vžgati. Ta bivši lastnik je bil res pedanten, tako da vse je pustil noter. Original volan, sicer mu hupa ne dela, ampak malo mi ful hujžga. Evo, momo. Radio s kartico, originalno zmeti, če bi kdaj rabili. Še celo barvo je tele pustil noter. Pa set original gumb. Evo, to je najbolj hud gumb. Lučke, ki se dvignejo. Evo, gor damo še tablico za preizkušnjo. Pa na servis, da pogledajo, če vse je v redu, ampak zaenkrat zgleda kar kulno. Je to, šipe na elektriko. Ledvena opora. Stari, ni da ni. Veš, ta nima start stop. Ja. Trdo pa je. Trd je. Volan je pa ful hud. Vse dela. Ja, se prez tehničnega narediš, če nimaš šupe. Prav lepo gre. V glavnem, prva vožnja, 230 km, nam rekel, da se pelje kanal. Pelje se pa ful dober, menjalnik ful lepo dela, vse super. Tako da jaz mislim, da bo tole ful zabavna zadeva za naše goste. Ko mi čakam. Ampak že vidim sklopka, jih bo pa matrala.
Jaz sem zdaj prvič dejansko živo videl. Matej je moral na eno službeno pot in je meni doletela čas, da jo peljem na servis. Ful je huda, še 100-krat bolj zgleda, kot pa na fotkah, ki mi jih je kazal Matej. Preden za volan naše selike spustimo v zvezdnike, je vseeno fajn, da naredimo en konkreten pregled in seveda servis. Prejšnji lastnik Toni je zanjo zelo lepo skrbel, ampak vseeno vedno lahko ostane kakšna malenkost, mi smo pa radi ziher. Sploh pri tako starem avtu, ko gre hitro, lahko kaj narobe. A imate veliko toliko starih Toyot na servisih? Ne spet toliko. Jih je še neki, ampak toliko starih pa redkost. V kakšnem stanju pa je ta naš avto? Super. Ni rjav, motor je suh, v dobri kondiciji, tako da... Vidim, da si bil zelo pedanten, da si v bistvu res vse elemente pogledal, celo tam si opazil, da en vijak manjka, to našla, ne? Seveda, nadomestiva novega. Super. A dele za motor se da pri toliko starih avtih še vedno najde? Vse dobi, sploh rečemo, bom rekel, kar se servisa tiče, se dobi vse, kar se tiče rednega vzdrževanja, zavor, filtrov, olj, tekočin, ostalih, vse dobi, vse pa tudi pač dela reprodukcija ostalih delov, ampak so malo težje dovoljivi. Zdaj pa samo še registracija, bi jo že naredili, pa čakamo še na certifikat za starodobno vozilo, no pa na homologacijo, jasno. Evo, 2 tedna nazaj sem naročil še ekstra tablice, da se bo ja vedeli, da to ni kar ena selika, a ne? Pa zdaj sem ga končno lahko registriral. Drugače pa zavarovanje, pa asistenca za avto, ki je itak nikoli ne bomo rabili, pride okoli 140 €. V redu, ne? Kaj praviš? Ja, lej, Rally Legenda iz 80-ih, rdeče barve, pa še luči mu grejo na gor. Veš, da vsi kot mulci smo v tem sanjali, tako da kaj češ več. Sem dobro zbral. Ja, če ga ne bi ti vzel, bi ga verjetno mogel jaz. Super. Veš, kaj mi povej, kaj je bil največji izziv pri uvozu tega avta? Največji izziv pri takih avtih je to, da ga prodaja fizična oseba. Okay. Tukaj je pol malo bolj specifična pa tvegana situacija, pa še starodobnik je, tako da je možnost, več napaka. Ampak so bili kakšni zapleti ali šlo gladko? Ne, zapletov ni bilo, prodajalec je bil zelo v redu, veliko videov, pa veliko slik mi je poslal, kar je pomembno, dokumentacije, kaj vse je naredil na avtu, še servisna knjiga iz leta 87 do zgodnjih 2000, tako da... To sem videl, da se je ful potrudil. Ja, zelo se je potrudil, dečko, tako da jaz sem zelo zadovoljen. The best. Da mi povej, ko smo mi enkrat se odločili za ta avto, je bil ful hiter kle. Ja, v bistvu v sredo je bil plačan, v četrtek je bil že na kamionu v Slovenijo, v soboto so se šla pa že pelat, se veš. Takrat sem kumi spal tisto noč. Ja, verjamem. Ampak kaj je pa pol toliko cajta trajalo? V bistvu pri starodobnikih je tako, da moraš prvo pridobiti certifikat starodobnika, kar zna malo trajati, potem greš lahko še na homologacijo, potem pa še FURS izda odločbo, da je vozilo oproščeno plačila DMV, zato mogoče malo dlje traja, pa pol nisi vedno sam od sebe odvisen. Ja, seveda, ja. Pa še jaz sem bil odsoten vmes pa tako, ampak smo zrihtali, tako da zdaj kle. Jaz sem res vesel, da smo še eno legendo iz 80-ih spravili na cesto. Ja, the best je. Ja, ne, če lahko zdaj kar grem, ne? Ja, še zapisnik mi boš podpisal. Kaj še zapisnik? Ja, prevzemni, ne. A ja, to, okej. No, ta avto pa ni pri nas kar tako, da se bomo zdaj mi z njim okoli vozili pa se delali glavne frajerje na vasi, ampak ga bomo uporabili za eno prav posebno rubriko v naši oddaji, kjer bomo za volan selike posedili zvezdnice in zvezdnike in ti se bodo pol pomerali v eni prav posebni nalogi. Ko mi čakam.